Pozdravljeni. Znanstveno-raziskovalni center Bistra je skupaj s partnerji projekta v Ormožu predstavil projekt Innovative Location, ki je namenjen razvoju poslovnih con in priložnosti za investitorje. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu programa čezmejnega programa Slovenije in Avstrije. Vsaka občina si kot temeljni cilj za dvig gospodarstva želi vzpostaviti poslovno cono in privabiti investitorje. Projekt inovativne lokacije ponuja usmeritve za dosego teh ciljev. Znanstveno-raziskovalni center Bistra je tako skupaj s partnerji projekta v Ormožu predstavil projekt inovativne lokacije, ki je namenjen razvoju poslovnih con in priložnostim za investitorje, marketingu ter promociji lokacij. V sklopu projekta so pripravili spletno stran s ponudbo in priročnik, ki prinaša teoretične osnove, pa tudi praktične metode in postopke za razvoj, organizacijo in trženje lokacij. To je model, kateri pač želimo, na terenu z podjetji in z občinami in z lastniki zemljišč popisati vsa zemljišča, ki so na razpolago in potem tudi spostaviti neke inštrumente za privabljanje tujih in domačih investitorjev v te poslovne cone. Razviti želimo tudi model marketinga preko spletne strani, ki smo jo izdelali, innovativlocation.eu, kjer želimo zbirati določene informacije o podjetjih, o občinah, o prostih zemljiščih, o prostih, bom se izrazil, brownfield in greenfield, o prostih že obstoječih halah ali objektah in obstoječih in potencijalnih poslovnih conah zemljišči, ki bodo v prihodnje pripravljene za privabljanje investitorjev. Prav tako na tej spletni strani želimo v bistvu povzemati tudi poslovne priložnosti, ki v bistvu identificira Spirit, IP spot, v bistvu Spirit kot nacionalni organ, ki delujejo na tem področju, na področju internacionalizacije, na področju privabljanja investitorjev in ustvarjanja in identificiranja poslovnih investicijskih priložnosti. Spletno stran želimo seveda v prihodnje nadgrajevati. Na spletni strani se najdejo tudi vrisane vse poslovne cone v regiji Podravje, ki so identificirane od Ptuja, Ormoža, Markovce, Dopol, Maribora, Starš in vse občine, ki so v bistvu imajo razvite poslovne cone. In za te poslovne cone, ker se zavedamo, da občine so kadrovsko podhranjene in ne morejo vsaka občina posebej svojo poslovno cono in voditi, in upravljati, in v bistvu marketing vršiti, bi se želel na nekem nivoju, regijskem nivoju, medobčinskem nivoju, spostaviti neki sistem upravljanja, model upravljanja teh con, teh zemljišč in tako dalje. Ni slučajno, da je k projektu pristopila tudi občina Ormož. Seveda, tako kot vsaka občina, se tudi občina Ormož zaveda pomena privabljanja investitorjev. Konec koncev v zadnjem obdobju veliko vlagamo v samo opremljenost zemljišč, se pravi obrtnih con. Preko prostorskih načrtov zagotavljamo kar nekaj zemljišč, katera bodo normalno služila tistim, ki bodo želeli v občini Ormož graditi, tisti, ki bodo želeli v občini Ormož zaposlovati. Žal smo v zadnjih 15-20 letih izgubili ogromno delovnih mest, žal smo na tem področju stagnirali in zavedamo se tega pomena. Predvsem stik z investitorji, predvsem ta stik, da investitorji prejmejo pravi čas informacije o vseh naših lokacijah, o vseh naših zemljiščih, o vsem tem,
kar občina Ormož lahko v danem trenutku tudi nudi, da se da do investicije pride in pa da konec koncev pride do tistih zaželenih oziroma nujno potrebnih zaposlitev, ki si v občini Ormož želimo. Ta faza, se pravi marketinga, promocije samih obrtnih con je seveda zelo pomembna, je ključna. Občine zagotavljamo lahko vse te pogoje, ki jih investitorji rabijo. Nujno potrebno pa je, da tudi odreagiramo na te točke, da investitorji vejo za občino Ormož, da investitorji vejo tudi, da v občini Ormož obstajajo zemljišča, takšna, kjer se investicije lahko zgodijo, in pa da prejmejo tudi preko spletne strani tiste informacije 24 ur na dan, ki jih nujno potrebujejo. Se pravi, komunalna opremljenost, bližina ostalih mest, logistične podatke in pa vse, kar je k temu nujno potrebno. Jaz bi se vam ob tem zahvalil, da ste nas sploh povabili k temu projektu. Seveda smo v tem projektu videli pozitivno stvar, zato smo tudi k temu se tudi z veseljem pridružili. Velika zahvala tudi vsem tistim zavodom, ki ste pomagali v okviru občine Ormož pri zbiranju informacij, pri zbiranju samih podatkov, ki so ključni, da jih vnesemo in pa da bomo jih tudi ažurno naprej dopolnjevali in pa spremljali. Zato veselimo se vsakega investitorja, veselimo se vsakega klika, vsake pridobljene informacije ze strani občine Ormož in verjamemo, da bo tudi nam uspelo tudi na tem nivoju, da bo se kakšen investitor tudi našel v bližnji prihodnosti in v občini Ormož pričel graditi. Pozdravljam seveda vse aktivnosti in vse tiste, ki nas pri tej zadevi podpirate, in tako kot je že bilo večkrat povedano, če se od zgoraj navzdol ni dala ta zadeva narediti, je zdaj ta poskus, da mi od spodaj navzgor postavimo te temelje in potem poskušamo zakonodajo in vse ostalo prilagoditi tudi temu, da bomo kompetentni in verodostojni sogovornik. Na eni strani seveda infrastrukture, na drugi strani pa veste, kar je sila pomembno, najbolj pa investitorje zanima, vse se začne in konča pri usposobljenih kadrih in ljudeh. In torej tudi tu je nekaj, kjer smo mi v starih dobrih časih, ko sem jaz delal še v Sigmi, smo imeli od vsakega zaposlenega številko čevljev zapisano, če je nekdo vprašal, vse smo vedeli danes. Danes, če vas jaz vprašam, koliko je pa vreden človeški kapital, koliko znanj pa imajo ljudje, koliko kompetenc imajo, zakaj ne jaz pripeljem mojo proizvodnjo ali pa neko storitev v vaše okolje. Mi danes enostavno s temi podatki, šolska izobrazba, neformalne oblike znanja in tako dalje, vse tega sploh nič nimamo. Kar pomeni, da je cilj dobrega upravljanja lokacije zagotoviti obstoječa delovna mesta v občini, mestu ali regiji in pridobiti nova. Kljub vse večji mednarodni konkurenci pa je ta naloga vse težja, zlasti za občine in območja zunaj metropolitanskih območij. Gre torej za zbir podatkov, ki jih bodo zainteresirani investitorji našli na enem mestu. Moram poudariti, kaj to pomeni. Eno je investicijska priložnost, ki jo v okolju nekdo zazna, drugo pa je to investicijsko priložnost opremiti z zadostnimi in zadostno kvalitetnimi podatki, da je to prepričljivo tudi za potencialnega investitorja, pa naj si bo tuji ali pa domači. In tukaj še imamo kar nekaj dela, zato smo v tretjem koraku, v bistvu letos z 1.7. začeli z regionalnim skrbništvom. Regionalno skrbništvo gre razumeti kot eno mrežo, vse slovensko, en regionalni skrbnik na statistično regijo, ki ima ravno nalogo dvigovanja kompetenc na regionalnem in lokalnem nivoju iz področja internacionalizacije in privabljanja tujih neposrednih investicij in seveda predstavlja tisto vstopno točko in pomoč za vse inštitucije, za občine, zavode, ostale inštitucije, ki se ukvarjajo s tem področjem. Jaz moram reči, da sem zelo vesel kot Ptujčan, da je Podravje trenutno, bi si kar upal trditi, tisto vodilno v regionalnem skrbništvu, da smo tisti, ki postavljamo neke menike, ki kažemo smer, kam bi se naj to razvijalo in seveda jaz sem zelo vesel, da je temu tako.
Tukaj bi še rad poudaril, da regionalno skrbništvo lahko razumemo zdaj kot roko iz nacionalnega nivoja na regionalni nivo, ki bi naj poskrbela tudi za pretočnost informacij, ne samo iz nacionalnega na regionalni nivo, ampak tudi obratno iz regionalnega na nacionalni. In da v nadaljevanju vidim tudi regionalno sodelovanje, to pa je v bistvu, ko se inštitucije znotraj regije, in to smo danes tukaj tudi priča, ko se občine in ko se razvojne agencije in druge inštitucije na tem področju začnejo povezovati, začnejo delati, združevati svoje projekte in sledijo nekim sinergijskim učinkom na tem področju. Jaz mislim, da je to prava smer in to si lahko predstavljamo potem kot prste na neki roki in potem imamo dejansko neko mrežo, ki je dovolj kompetentna in ima dovolj kvalitetne informacije, da lahko neko področje oziroma neke investicijske priložnosti, pa naj si bo to zemljišče v poslovni coni ali nek inovativni startup ali karkoli, dejansko plasiramo in najdemo najbolj ugodnega, da se tako izrazim, potencialnega investitorja. K projektu so tako vabljene občine, katere imajo do določene faze že razvite poslovne cone, kot na primer Ptuj, Kidričevo, Markovci, Lenart in Ormož. In bi želeli v prihodnje razviti tudi uspešen model upravljanja lokacij po najnovejših standardih. Med mnogimi prijetnimi dogodki za mlade in mlade po srcu, ki so to poletje potekali v Ormožu, je pred dnevi potekal festival Mladi Ormož. Festival je bil priložnost, da se predstavijo mladi podjetniki in za podjetništvo navdušijo svoje vrstnike. Festival je bil tudi priložnost za še malo zabave pred iztekom šolskih počitnic. Letošnji festival Mladi Ormož je potekal v okviru istoimenskega projekta, ki ga izvajajo Ljudska univerza Ormož oziroma Mladinski center in mrežni podjetniški inkubator Ormož. Predstavljal je prvo dejavnost znotraj tega projekta, ki ga bodo izvajali eno leto, s ciljem spodbuditi podjetništvo med mladimi, spoznavati uspešne lokalne podjetnike in mreženje z njimi. Festival Mladi Ormož se letos odvija že drugič, namenjen pa je temu, da predstavimo prerez vsega, kar se pri nas dogaja, predvsem v povezavi z podjetništvom, in glavno sporočilo nas organizatorjev bi nekako bilo, da je mogoče vse, da je dovoljeno sanjati in da je sanje mogoče uresničiti tudi doma, tudi v Ormožu. In zato smo zelo hvaležni vsem razstavljavcem, vsem, ki so se danes ali še se bodo predstavili z umetniškimi, kulturnimi, podjetnimi, inovativnimi, kulinaričnimi in drugimi idejami in bodo s tem pokazali mladim, da lahko sledijo svojim ciljem. Ta prireditev pa poteka na nek način tudi v okviru projekta, ki ga na novo izvajate Mladi Ormož. Verjetno je del tega, ne? Tako, del dejavnosti je v okviru projekta Mladi Ormož, del pa ga financiramo iz Urada za mladino. Kako pa se podjetniki odzivajo na povabilo, recimo, za takšne predstavitve? Zelo smo veseli, ker takšnega odziva si nismo niti nadejali. Res prekrasno, zahvaljujem se jim, da so bili pripravljeni priti in v svojem prostem času se predstaviti. Na nek način so to takšni podjetniki, ki jim je že uspelo in ki imajo veliko povedati in ki so pripravljeni svoje ideje in svojo prehojeno pot deliti z tistimi, ki so morda šele na začetku. In prav mreženje je nekako tisto, kar si danes želimo spodbuditi in da bo potem v bodoče mogoče še kakšen uspešen mladi podjetnik ali pa mladi kmet na Ormoškem. Pravzaprav bi lahko dejali, da je veliko teh mladih podjetnikov tudi takšnih, za katere domačini skoraj da ne vemo, ki so zelo uspešni tudi recimo na širšem območju. Res je. Povedali so nam, da so zelo uspešni tudi pri prodaji preko družbenih omrežij in to je gotovo niša, ki nam pove, da je mogoče svoje sanje uresničiti v Ormožu. Zato ni treba oditi kam daleč, kam drugam. Torej vse je mogoče in vse je mogoče doma.
V bistvu je naš namen tudi malo egoističen. Želimo si, da mladi ostanejo doma, da ne gredo od nas stran, da v bistvu prispevamo k kvaliteti življenja v našem okolju. Teja, kako ocenjujete današnjo prireditev? Je to, kar ste si želeli? Ja, skoraj več, kot smo pričakovali, kot smo si želeli. Odziv vseh ponudnikov je bil fantastičen, enkraten. Dobili smo skoraj več kot 10 ponudnikov hrane, razstavljalcev, potem podjetnikov in tako naprej, tako da res smo zelo zadovoljni. In kdo vse se pravzaprav danes tukaj predstavlja? Ja, kar nekaj podjetnikov iz različnih področij. Zdaj tukaj najprej imamo Luka Fekonja, ki predeluje stare Tomosove mopede, kar je nekaj res drugačnega, zanimivega. Potem imamo lepotni studio Leona, ki ima studio v Ormožu, verjetno jo že tudi poznajo. Dalje mlada punca Nina z svojo znamko High Bags and Backpacks. Potem lahko vidite tam dalje imamo S-vino mladega vinarja, Lokse Shoes, ki je v bistvu, kar bi lahko rekli, uspešnica na družbenih omrežjih, pa mogoče ljudje niti ne vedo, da prihajajo iz Ormoža. Dalje imamo High Fly, kot vemo, mednarodno priznano podjetje z ogromnimi uspehi, in pa potem športno šolo Dada tukaj, ki torej naše otroke, naš podmladek spodbuja k zdravemu načinu življenja, in pa še potem klub ormoških študentov. Poleg tega smo veseli, da smo dobili tudi ponudnike hrane in pijače, z nami je tako Zavod Na, potem tudi G-Spot, ne nazadnje pa imamo še potem fotografsko razstavo z odličnimi fotografijami, in pa še band Take Off se bo odzval, oziroma se je odzval našemu povabilu in bo pripravil koncert pozneje. Artistka Ognjena bo z nami, ki bo pripravila eno fenomenalno zabavo Ognjeno, Daniela Kraševec iz ekipe Fire Art, in pa dve mladi, talentirani ormoški pevki, Iza Korpar in pa Neža Kralj. Seveda bomo poskrbeli tudi za kulturni del, imeli bomo predstavitev zbornika Kreantena, torej vseh besedil, torej pesmi in pa fotografij oziroma slik, ki so nastale v času karantene, imenuje se Kreantena, tako da tudi za ta del smo poskrbeli. In kot sem že omenila, fotografska razstava, ki jo je ocenil priznani fotograf, ki fotografira za časnik Mladino. Kdo so avtorji teh fotografij? Avtorji fotografij so različni iz različnih delov, tudi Slovenije, tudi ormoška fotografinja se je odzvala, tako da malo pester izbor, no. V nadaljevanju je moderatorka predstavila sodelujoče na prireditvi. Direktorica Ljudske univerze Ormož Viki Ivanuša pa je predstavila delovanje Ljudske univerze in Mladinskega centra ter projekt Mladi Ormož in še veliko drugih projektov, ki jih za mlade izvaja Mladinski center s svojo bogato ponudbo dejavnosti. V nadaljevanju je zbrane nagovoril tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Lep pozdrav še v imenu občine Ormož. Ja, res je, tudi kar je direktorica Ljudske univerze povedala, mlade verjamem in upam, da imate priložnost, da se udejstvujete v občini Ormož. Verjamem, da lahko sanjate in verjamem, da lahko svoje sanje uresničite. Konec koncev, ko smo prišli danes na to grajsko pristavo, vidimo, da mlade imate željo, da mladi ustvarjate in pa da mladi tudi ustvarjate svojo zgodbo. Marsikatera uspešna zgodba se je v občini Ormož že razvila in verjamem, da se marsikatera bo. Tudi to, kar je bilo na koncu povedano, ja, tudi Mojco vidim tam, ki sedi in nas gleda, tudi občina Ormož skupaj z našim oddelkom, skupaj z vsemi vami,
tudi z Mladinskim centrom, tudi z Ljudsko univerzo, tudi z ostalimi javnimi zavodi se bo borila, da bo mladim prijazna občina. Želimo ponuditi tisto, da se bodo mladi našli mesto pri nas, da bodo mladi svoje ideje lahko pri nas uresničili, da bodo lahko stanovali pri nas, da bodo si lahko ustvarjali družino in da bodo konec koncev tudi ponosni na to, kar imamo v občini Ormož. Jaz verjamem in upam, da lahko nekaj ponudimo. Konec koncev živimo v prelepih krajih, pa tudi, če se osredotočimo na mlade. Mladi ste skozi vsa ta leta, koliko spremljam, večkrat dokazali sposobnost, večkrat ste udejanili marsikatero dejanje, organizirali ne samo na družbenem nivoju, tudi na ostalih nivojih in pokazali, kaj vse v občini Ormož znamo, kaj vse v občini Ormož lahko prenesemo kam drugam. Iskrene čestitke vsem, ki se odločate za svojo pot v Ormožu, iskrene čestitke in pa zahvala vsem, ki svojo pot pri nas udejanjate in verjamete, da se bomo res potrudili tudi ze strani občinske uprave, vseh zavodov, da vam bomo čim bolj priskočili na voljo, da vam bomo čim bolj nasproti pristopili, da boste lahko svoje ideje, dejanja tudi v največji svoji meri tudi resničili. Danes prav posebno zahvala vsem organizatorjem, ki to nekako držite skupaj, ki tvorite to zgodbo, zato iskrene čestitke, iskrena hvala, da se trudite na tem področju. To je zelo pomembno delo. Konec koncev vse sosednje občine vedno pravijo, da mladi odhajajo v večja mesta, v tujino. Mi pa smo tisti v Ormožu, ki bomo dokazali, da mlade znamo zadržati, da se znamo povezati, da znamo mladim prisluhniti in da mogoče tista mlada norost, mlada ideja, mlada energija, da se poveže z izkušnjo starejših, da je to tista ta prava zgodba, ki jo bomo tudi v občini Ormož tvorili. Zato iskrena hvala vsem, ki so danes prišli, iskrena hvala tudi vsem tistim, ki spodbujate naše mlade, ki delajo izjemno zgodbo na svoji podjetniški poti. Želim si, da bi bilo čim več mladih, ki bi stopili na podjetniško pot, videli zgodbo v naši občini, na vseh področjih, ki jih lahko občina ponuja, in da bi tudi kakšen objekt zrasel tudi z vašo idejo, z vašim poslom, z vašim napredkom, tudi v naši obrtni coni Ormož, za katero se tudi trudimo, da bomo čim boljše pogoje tudi uresničili. Tako da iskrena hvala vsem, lepo počutje v tem našem prekrasnem mestu Ormož. Ko boste imeli kakršne koli ideje, pa naj si bodo najbolj nore, si jih zapišite, predstavite, kajte verjamete, da najbolj nore ideje so prinesle daleč največje uspehe, pa daleč največ posla. Tako da upajte si, delajte, mi bomo probali pomagati, koliko bo v naši moči. Iskrena hvala vsem, pa lep dan naprej. V Ormožu imamo veliko talentiranih mladih, nekateri si upajo več, drugi manj. Zato so spodbude različnih oblik zelo dobrodošle. Med mladimi podjetniki je danes že kar nekaj zelo uspešnih. Nekaj smo jih uspeli povabiti pred mikrofon in ugotovili, da imajo za svoja podjetništva različna izhodišča.
Glejte, zadeva je taka, ne, v bistvu to je tradicija, ne druga generacija. Moja mama je bila že proizvajalka obutve in je dosti izvažala v tujino, Švedsko, Norveško in potem sem jaz domačo proizvodnjo izkoristil in sem začel delati za slovensko tržišče, zdaj pa lahko že rečem evropsko tržišče, ne, pa smo tu razširili spletno prodajo na 5 trgov že, ne, v bistvu, ne. Delamo Slovenijo, Hrvaško, zdaj smo glih pred odprtjem Madžarske in drugih držav tam vzhodnega bloka Evrope. To pomeni, da gre samo za spletno prodajo teh vaših natikačev. V bistvu ne, dosti gre tudi že preko veleprodaje, se pravi, so kakšni večji kupci, preko Sanolaborja, take zadeve, ne, recimo zaščitna obutev, bolnice, medicinske sestre. Večina pa, ja, dobršen del pa gre preko spleta, ja. Danes smo, mislim, letos smo zdaj evo na mejniku €500 000 prometa preko spleta, računamo pa, da gremo na milijone v naslednjih letih, ne, ker zdaj se spletna prodaja v tem času dviguje, ne. Je Lokse licenca ali je to vaša inovacija? Lokse je moja inovacija, v bistvu, mislim, naša inovacija in naš brand, tako da, ja, v bistvu to je. No in kaj pomeni recimo ta beseda? Lokse pomeni, ko smo začeli delati, smo delali kloks. Kloks pomeni po angleško cokle. Cokle delamo. In jaz sem nekako gledal neko tako zadevo, v smislu lokse, kak luksusni cokle, lokse, kloks. In pol je tako prišel do Lokse na koncu, ne. Tako internacionalno ime je pripravljeno za evropsko tržišče, ne, oziroma svetovno mogoče en dan, ne. Iskrene čestitke seveda za ta podvig, ponosni smo na vas, gospod Damir. Zanima pa me, kaj bi vi svetovali recimo vsem mladim, ki se ne morejo upogumiti, pa imajo neke ideje. Kaj pravzaprav, koliko volje je treba, da se človek loti nekega takšnega inovativnega posla? Jaz mislim, da je potrebno sanjati to, ne, cel cajt, ne, da je to potrebno sanjati, si želeti. Zdaj, če sebe nazaj potegnem 5 let nazaj, bi verjetno se večkrat udeležil kakih takih dogodkov, bi se pozanimal, bi probal pobrati več informacij od nekoga, ki je že mogoče kaj prehodil, ker podjetniki so pripravljeni povedati, ne, kaj so se soočali sem pa ta v takih situacijah. Tako da bi šel verjetno koga vprašati še enkrat za kak nasvet. Drugače pa ja, kar pogumno naprej, ne. Slišali smo 5. leto, torej že vaš salon oziroma lepotilni studio deluje v Ormožu. Kakšnih izkušenj ste si v tem času nabrali in kako je v Ormožu biti podjetnik? Ja, tako je že 5. leto, bo letos. Ja, super je biti podjetnik, no, to delo me zelo veseli, tako da sem zelo zadovoljna, no, uživam v tem delu, tako da. Kaj bi recimo svetovali tistim, ki šele začenjajo neko svojo podjetniško pot? Vemo tudi, da je mlade kar strah, ne? Vi pa ste torej zelo mlada začeli in šli svojo pot. Ja, tako je, pri svojih 25 letih. Ja, kar pogumno, no. Vse začetek je težak, ne. Vsak začetek je težak, ne veš, bo, ne bo, ne, ampak se splača, no. Probaš pa vidiš. No, večina jih pravi, da je prav, da se izsanjajo te neke sanje podjetniške. Se vam tudi zdi tako? Ja, res je. To je bila od nekdaj moja želja, ki sem jo uresničila. No, kdaj pa ste začutili v sebi, da bi lahko bili kozmetičarka, ne? Že pri vpisu v srednjo šolo sem točno vedela, da želim biti kozmetičarka. Šolala sem se v Mariboru v srednji šoli, potem pa nadaljevala v Ljubljani, tako da sem zdaj diplomirala tudi. Ja. No in kakšne storitve ponujate? Ponujamo nege obraza, nege telesa, pedikuro, manikuro, podaljševanje nohtov, depilacijo, ličenje, v glavnem vse, kaj sem spada, no. Čestitke. Hvala. Naša firma oziroma znamka se imenuje Hi, ampak smo dodali še Bags and Backpacks, da je malo nekoliko bolj prepoznavno na spletu. In odkot ideja pravzaprav, da se lotite izdelovanja torbic? Nekako je bila to že želja iz otroškini, ampak nisem tega razvijala skozi srednjo šolo, ampak sem kasneje na fakulteti to začela naprej razvijati. Tako da veliko spodbude pa sem imela tudi strani družine in fanta, ki mi stojijo že od vsega začetka ob strani. No, predstavljamo si, da je seveda to veliko dela s tem, da so potrebni stroji. Kako ste pravzaprav uspeli vse to uskladiti torej? Vse to veliko pomoči že prvo, kot povedano, od staršev. Oni so bili tisti moj prvi vir, ko so mi pomagali, brez njih bi težko to vse ustvarila.
in pa tudi fant, ki mi je pomagal poiskati materijale. Vse to pa me je spodbujalo, da sem šla na razne tečaje, krojenja, šivanja, tako da sem to razvijala. To pomeni, iz hobija je to vse skupaj preraslo. Ja, iz hobija, ja. Prodaja torej, spletno prodajo imate, ne se še predstavljate na kakšen drugi način? Zdaj trenutno imamo vse na spletu, ampak tudi hodimo tako po raznih stojnicah. Nedolgo nazaj smo tudi s fantom bila v Ljubljani, na Galusovem nabrežju, na Artiš festivalu, tako da smo se tudi tam predstavila. Ja. No in končno vprašanje, ne, se splača? Ja, se, ja, če ne drugo za dušo, ne, ampak se pa tudi tako splača. Ja. Luka Fekonja pa še vedno vztraja s Tomosovimi motorji, ki so ga prevzeli že v zelo rosnih letih. V letih do danes je iz njegovega hobija dozorela ideja, da odpre popoldansko obrt. Ja, mislim, da smo se nazadnje videli leta 2011. Od teh let pa do sedaj pa sem se še do potankosti izpopolnil. Mislim, da se mi motorji še bolj svetijo kot tista leta nazaj. V glavnem, še vedno imam zanimanje in svojo zbirko sem bolj kot ne izpopolnil in zato sem si rekel, zakaj ne bi še drugim pomagal in načaral smeh na ustih, ker marsikateremu se valja še kateri moped doma. Je to tvoj hobi, je to tvoj posel danes, ti motorji, ali enostavno ljubezen, ki ne mine? Ja, do sedaj in še vedno je to moj hobi. S pomočjo tega sem marsikoga zanimivega spoznal. Zdaj pa sem se odločil, da bom s 1.9. odprl tudi popoldanski SP in se malo uradno začel ukvarjati bolj s tem hobijem. No. To pomeni, da bomo lahko k tebi pripeljali tudi takšen moped na kakšno popravilo? Seveda, nudi bom in male servise, pa vse do popolnih obnov, da bo se svetilo podobno kot ti trije, ki sem jih danes pripeljal. No, torej, mladim Ormožanom idej ne manjka, ti si eden izmed tistih. Kaj pa bi priporočal tistim, recimo, ki so še v dilemi, ki si ne upajo, recimo, kakšen je tvoj nasvet? Mislim, da je pomembno, da se vsak začne ukvarjati s tistim, kar ga veseli. Mene je tudi to začelo veseliti in iz nič sem malo po malo vsak dan delal in sedaj vidimo, da marsikje že poznajo moja motorja in to samo raste. Pa nisem sam zadovoljen za to, ampak bi se rad zahvalil vsem drugim, ki so mi tudi pomagali pri iskanju delov in ne vem, pri barvanju in ostalih storitvah, ki jih sam ne počnem. In koliko teh mopedov, motorjev imaš Tomosovih v svoji zbirki? Ja, ravno zdaj sem si tudi porihtal doma, lahko bi rekel, mali muzej. Sedaj bom jih imel počasi do konca leta, tam okrog 30 bom jih imel doma razstavljeni. Tako da se je razširilo. Hvala lepa, veliko uspeha ti želimo. Hvala vam. Mladi podjetniki so tako svoje dejavnosti in izkušnje z veseljem posredovali zainteresiranim. Verjeti je, da so za podjetništvo navdušili še koga od obiskovalcev. Sicer pa projekt Mladi Ormož služi predvsem kot uvajanje v podjetništvo. V ta namen bodo v letu izvajanja projekta pripravili še vrsto aktivnosti. Kot je bilo povedano, je večer ob upoštevanju ukrepov za zaščito pred COVID-19 prinesel tudi nekaj družabnosti. Tudi kviz s Timom Grabovcem in predstavitev zbornika Kreantena, ki prinaša dela, ki so na pobudo Mladinskega centra nastajala v času karantene. Prinaša dela 11 literarnih ustvarjalcev in 6 likovnikov. Ogledali pa smo si lahko tudi bogato razstavo koncertnih fotografij. Vsi tisti, ki se iz Ormoža v svet radi odpeljete z vlakom, ste gotovo že opazili, da je podhod na železniške tire dobil novo podobo. Sivi betonski zid je na pobudo Mladinskega centra Ormož v živahnost bar grafitiral mlad ormoški umetnik Niko Sovič. Grafiti so že od nekdaj priljubljena možnost svojevrstnega izražanja.
Lahko so moteči, lahko pa neki lokaciji ali hladni sivi steni prinesejo malo živahnosti in seveda tudi določeno sporočilo. Podhod na železniški postaji v Ormožu odslej krasijo grafiti mladega umetnika Nika Soviča. Ideja za poslikavo je prišla s strani Mladinskega centra Ormož. Ideja je v bistvu nastala v naši pisarni, v Mladinskem centru, enkrat potem, ko smo se spet vračali nazaj na delo v pisarne, ker smo predtem delali od doma in ko smo debatirali, kaj bi se dalo narediti zdaj, ko smo spet lahko na terenu in normalno izvajamo naše aktivnosti, je pač nekako se rodila ta ideja, da pografitiramo podhod železniške postaje v Ormožu. No in zakaj ravno ta podhod? Zato, ker je to neko mesto, kjer mladi potujejo oziroma prečkajo ta prehod, se zadržujejo tu in nekako smo želeli malo živeti ta podhod, nagovoriti mlade, da bi še več raziskovali, potovali, spoznavali nove kraje in to. Potem ste seveda stopili najbrž s umetnikom v stik in tudi z železnico, ne? Ja, nekako istočasno smo začeli komunicirati tako na eni strani s Slovenskimi železnicami, kot tudi na drugi strani z Nikotom. Moram reči in bi se res na tem mestu zahvalila Slovenskim železnicam, postaji Ormož in pa gospodu Dušanu Legnu, ki so nam pomagali pri realizaciji te ideje, ki so imeli posluh in da dejansko imamo danes pografitiran ta podhod. Potem pa v komunikacijo smo stopili seveda tudi z Nikotom, nekako nam je bil prva ideja oziroma pač poznamo ga že od prej, z njim smo sodelovali že lani, poleti je izvedel delavnico poslikave Skano v Mladinskem centru Ormož, potem je tudi sodeloval pri našem biltenu Kreantena, ki je nastala v času karantene, tako da spremljali smo tudi njegove izdelke grafitiranja po gimnaziji Ormož, tako da smo ga vprašali, če je za sodelovanje in ni bilo sploh nobene debate ali pa dvoma, smo se kar takoj začeli kar naprej dogovarjati. Idejo poslikave je torej Niko naumil sam ali je to bila skupinska ideja? Zdaj, dosti se nismo vpletali v to idejo, neke želje so bile, Niko nam je malo preden je tu pričel z risanjem svojo idejo predstavil, smo se strinjali, bila je tudi nam všeč, tako da je potem šlo v realizacijo. Niko Sovič se ni obotavljal, tudi ideje za grafit primeren za železniški pohod so bile logične. Prva pa najbolj osnovna ideja je bil seveda vlak, katerega sem moral vključiti nekako, potem pa smo iz te ideje izhajali pa povezali v celotni motiv. Kako to poteka pravzaprav, recimo najprej je seveda zamisel, je to kakšna skica potem na papirju v tvoji glavi ali kar sproti nastajajo ideje? Ja, zamisel se sprva rodila v glavi, te sem malo realiziral na papir, torej groba skica, potem pa kar na steno. Kakšni materiali so to, s katerimi se torej to riše, slika, kakšni so postopki? Ja, to so v bistvu spreji na vodne baze, drugo pa v večini nisem uporabljal, samo to. No, ta skica, ki si jo imel na papirju, v mislih, je torej bila potrebna tudi tukaj, jo najprej torej si skiciraš vse skupaj ali potem že kar raste tukaj? Ja, v bistvu si na veliko tu nekaj nisem skiciral, bolje šlo vse z glave, potem pa sem se prilagajal v bistvu, kako je šlo, stvari. Kako dolgo že ustvarjaš to? Ja, tukaj je to približno 5 dan. Torej, kar dela, Koliko tega recimo v enem dnevu, v določenem času ustvariš? Ja, sprva je šlo delo veliko hitreje, kot sem si mislil, torej naredil sem več kot cela pol slike, potem pa se malo ustavilo, ker so bili težje dele, zdaj pa še kakšno 2-3 ure pa pokončam. Kdaj pa te je recimo prijelo, da začneš se ukvarjati torej s temi grafiti, s grafitiranjem? Kdaj si začutil to potrebo v sebi, kdaj je
Kdaj torej je sploh se začelo vse skupaj? Ja, idejo sem bolj kot ne videl na internetu, zdelo se mi je zelo zanimivo, pa pred kakšnim letom sem začel malo probati te stvari. No, kot je povedala naša prejšnja sogovornica, si že v gimnaziji, ne, se veliko ukvarjal s tem. Tudi na gimnaziji je kar nekaj tvojih del. Ja, nekaj sem pustil v bivši šoli. Ja. Zakaj si tako skromen? Ja, bilo je nekaj del, več pa jih tudi ni bilo. Ne. No, letos si zaključil gimnazijo, bo v tej smeri torej tudi študij se nadaljeval? Ja, odločil sem se za študij arhitekture, ker me ta smer zelo zanima. V bistvu pa lahko tudi povezujem z vsem svojim delom, ki sem ga do zdaj naredil. No, pa za konec nam še torej predstavi to tvojo zamisel, torej vlak potuje iz Ormoža v svet. Ja, tako. Torej vidimo vlak, ki lahko potuje. Zamisel je, da bi se mladi čim več vozili z vlakom, da lahko raziskujejo svet, da je pač tudi vlak super izbira za potovanje. Potujejo pa kam? Torej najprej bi se naj ostavili v Parizu, ne? Ja, to sem bolj kot ne dajal primere, kam vse pa v Evropi bi šlo, lahko ne. No, v Pariz, potem dalje? Potem v Nemčijo in pa na koncu še v Veliko Britanijo. No in če bo možno, torej, da boš poslikal tudi vzporedno steno, imaš morda že zamisel, kaj bi tam lahko bilo? Zaenkrat še ne. Kot pravijo v Mladinskem centru, se bodo najverjetneje potrudili grafitirati še vzporedno steno, odvisno od dovoljenja Slovenskih železnic. Naloga Mladinskega centra je namreč pridobitev dovoljenj in nabava materiala. Niko pa svoje umetniško izražanje in talent ponuja brezplačno. V dobro lokalne skupnosti, pravi Mladenič, ki bo s svojim talentom gotovo še veliko dosegel. Grafit na železniškem podhodu pa bo ostal kot spomin na mladostno zagnanost in dobro voljo. Osrednji športni dogodek Tot okrog je bil 19. ormoški polmaraton, ki je znova navdušil tako z obiskom kot z organizacijo prireditve. V tek se je podalo 180 športnic in športnikov. Minulo nedeljo je v prelepem vremenu in ambientu Ormoške mestne grabe potekal že 19. tradicionalni ormoški polmaraton. Organizatorji so z obiskom udeležencev bili več kot zadovoljni, saj se je na tek dolg 5 km podalo 49 tekačic in tekačev. 10-kilometrsko razdaljo je teklo 69 navdušencev teka, na najdaljšo progo, dolgo 21 km, pa se je podalo 62 tekmovalk in tekmovalcev. Skupaj se je tako ormoške prireditve udeležilo 180 športnic in športnikov. Letos pa so zaradi koronavirusa odpadli otroški teki. Pod streho je še ena uspešna prireditev, bom rekla, glede na to, da nam je v Ormožu uspelo to, kar v veliki večini Slovenije ni, kar se atletskih prireditev tiče. Ja, res je. Imeli smo srečo, ker smo tako zdaj to skozi spravili. Ni še konec čisto, ker so še na progi tekmovalci, vendar evo ga, smo prireditev speljali, tako kot smo zrihtali ulični tek ob pravem času, tako smo pač tudi tega planirali v pravem času v zvezi s to krizo, sedaj zdravstveno. Pač zadovoljni smo lahko. Ne nazadnje letos ni bilo otroških tekov, kljub temu pa več kot 200 tekačev, ki je teklo, kar seveda priča tudi o tem, da so tekači pogrešali športne prireditve. Ja, seveda, normalno, ni takšne tekaške prireditve, so tista tekmovanja na steze, nekaj takih množičnih tekaških prireditev na cesti pa ni in normalno tekači pogrešajo to, pa so se pač enkrat odzvali v večjem številu v Ormožu. Ni bilo 200, vendar to brez otroških tekov je to super. Nekaj tekačev več tudi verjetno zaradi državnega veteranskega prvenstva v cestnem teku na 10 km, ki je prav tako potekalo v okviru 19. ormoškega polmaratona. Ja, nekaj je sigurno več, vendar ne več tekačev je bilo na 21 km. 66 je bilo na 21 km, 63 pa na 10 km. Zdaj, štartna ciljna lista, pa bomo videli, kakšna bo, da bodo prišli pač v cilj. Lahko, ker je odstope še, ker na 21 niso še vsi cilji.
Če pogledava samo še naprej, je kakšna bojazen, da jubilejnega 20. ormoškega polmaratona ne bi bilo prihodnje leto? Ja, upamo, da ne, no. Upamo, da bo. Pod streho je spravljen tako prireditev, na kateri ste podelili priznanja športnikom, najboljšim v občini, pa tudi ormoški maraton. Razlog za zadovoljstvo v tem času zagotovo obstaja. Vsekakor, vreme nam služi, pa tudi atleti naši, pa atletine so nam služili, da so se v takem velikem številu udeležili te prireditve, se pravi ormoškega polmaratona. Tekači so zagotovo pogrešali, da na zadnje tekem pravih ni bilo. Ja, to je res, ne, celo leto vemo, kako smo bili, ne, tako da je ta naš maraton tukaj ormoški pripomogel k temu, da smo še pridobili dodatne atletinje pa atlete z ostalih delov Slovenije, to se je danes tudi videlo tukaj, ne. Zagotovo bo promocija športa še naprej ena izmed vaših primarnih nalog. Točno tak je. Imamo zaposlenega enega, ki dela na športu, ki bo delal na športnem turizmu in za promocijo športa občine Ormož. Tako da to se ne bojim. Že letos imamo dosti ekipe tako rekoč na pripravah in naslednje leto še bo jih več. Na najkrajši 5-kilometrski razdalji sta se zmage veselila Ula Kupec s časom 20:47 in Jože Škodnik s časom 18:55. Zmagovalca sta po teku povedala. Zmagovalka teka na 5 kilometrov. Kakšne so vaše izkušnje danes, kako ste se počutili? Danes je bilo kar precej vroče, sicer se spomnim tega teka izpred enih 5 let nazaj. Takrat je bilo čist drugače, zelo hladen dan, zelo mrzlo, danes pa čist kontra, no, ampak sem vesela, da ste kljub teli čudni situaciji, no, s korono uspeli tole speljati do konca. Letos pač laufamo tam, kjer se da. Pogrešate verjetno tekaške prireditve? Ja, res je, tudi ni take ta prave motivacije za trenirati, ker če ne moreš nikamor iti, pač vse doma je lušen, ampak je pa fajn, da se priješ nekam podružiti s tistim, ko jih drugače ne vidiš velikrat, no. No, in tokrat je bila prava priložnost, da se ponovno srečate s svojimi tekaškimi kolegi. Drugo leto bo v Ormožu jubilejni 20. maraton oziroma polmaraton. Lahko pričakujemo tudi letošnjo zmagovalko? Ja, upam da. Drugo leto upam, da na 21 km, letos po poškodbi se sicer vračam bolj na rahl, na kratk, na počasne, mislim na krajše razdalje. Drug let pa upam, da na 21, ja. Za Kupčevo je drugo mesto osvojila Aneja Stojko, tretje Tara Gašič. Skupaj s Škodnikom sta na stopničke še stopila Matjaž Rus kot drugovrščeni in Aljaž Novak kot tretjeuvrščeni. Zmagovalec tega na 5 km tukaj pri nas v Ormožu. Kakšno je bilo na progi? Kako ste se počutili? Na progi je bilo super, glede na to, da je petka in je to prijetno toplo vreme. Vredo pa družba za tek je bila tudi prava. Če bi bil pa na 21, bi se pa verjetno precej utrujeno počutil. Tekači ste letos pogrešali prireditve. Tule v Ormožu je bilo verjetno prava priložnost, da ponovno vidite tekaške kolege. Ja, sigurno, se veste letos, kak je situacija, večina tekov je odpadla, tako da Ormožu pohvala, da so zadeve naredili tako, kot je treba po pravilih in seveda, bom rekel, vsak tekač, ki je imel možnost danes tule sem priti, je zagotovo prišel, ker pač tekači pogrešajo te prireditve, kljub temu, da pač marsikdo, bom rekel, je zadovoljen in vajen laufati sam, ampak tele take prireditve dajo pa poseben, bom rekel, čar tekačom, ki redno tečejo. Iskrene čestitke za tole zmago, se vidimo ob letu Osorej, se pravi prihodnje leto. Upam, da. Na 10-kilometrskem teku pri ženskah je zmagala Kim Amršek s časom 43:09 pred Marjeto Jeralo in Vesno Hozjan. Zmagovalka na 10 km tukaj pri nas v Ormožu. Najprej, če rečemo, kako ste zadovoljni z vsem skupaj, z samo organizacijo, s pogoji, s konkurenco? Mislim, pač organizacija, mislim tu pač, kar je bilo super, no. Mislim, tudi zadovoljna sem, da sem pretekla, sem pričakovala sicer, da bo bolj ravno, tako da je bilo super, ampak čas pa glih ni bil, no, mislim, s tem pa glih nisem najbolj zadovoljna, no. Ampak pogoji danes za tek so bili vseeno ne najboljši, tako bom rekla, ne, tudi veliko vetra je, ne nazadnje je toplo. Mislim, ja, res je, da je bilo vroče, ampak pač vsi tečemo v istem, ne, tako da itak za vse enako ne morem reči, da je bilo zdaj neidealno. Res je, da ni bilo glih idealno, ne, ampak je bilo itak za vse isto, tako da tle ne bi dala pač vremenu necega velikega vpliva na rezultat, no. Kaj pa sama konkurenca? Bi rekla, ne vem, želela bi več konkurence, no, tudi pač bolj imaš motivacije, če tečeš, ne vem, z nekom, ko te tudi povleče, ne. Sicer sem tekla tudi pač
s fanti, ki so me malo povlekli, ne, pa je bilo malo lažje, no. Je bilo pa super, no, lušno, no. Se v Ormož še vračate, glede na to, da imate sedaj dobre izkušnje, nazadnje ste tudi zmagovalka? Ne vem, tu bom še videla, sicer mi bolj ležijo ravni teki, ne. Bom pa še videla, kako bo v naslednje leto. Mogoče. Pri moških na 10 km je zmaga ostala doma, saj je s časom 33:46 slavil Blaž Orešnik. Kakšni so občutki, ko zmagaš doma? Ja, super. Vedno je lepo zmagati doma. Ne? Zdaj že par let sicer vedno dobri rezultati, ampak se vedno našel nešče, da ne bi bil boljši, tako da je lepo tudi zmagati enkrat. Ja. Blaž, tokrat ste se odločili za tek na 10 km, ponavadi ste tekli tudi daljšo razdaljo, kako to? Ja, letos sem se celo zimo pripravljal za maraton, potem pa je ta korona vse plane podrla in sem se pač nisem vedel, kako bodo tekme, kako bo situacija. Sem se pač pripravljal na te krajše teke, ker vem, da ti teki pač bodo državna prvenstva na stezi, 5, 10. Potem pa je tudi malo vreme danes, pa vse skupaj sem se odločil kar na 10. Omenili ste tole vreme, precej toplo je bilo za tek, kaj nada? Ja, je bilo pretoplo, pa tudi veter tam, ko smo šli proti Tomažu, sem imel občutek, da ko bomo obrnili, da bo veter hrbet, pa ni bil, ne, je bilo tako od strani, je bila težka tekma danes. Suvereno ste pretekli v cilj z velikim naskokom pred klubskim kolegom Matejem Jezom, vaš čas 33 minut in še nekaj sekund, kako ste zadovoljni s samim časom? Ja, glede na to, da so bile res, proga je težka, tudi pogoji danes niso bili najboljši, tekmo sem vzel bolj kot trening tekmo, sem kar zadovoljen. Ne. Je pa škoda, da mogoče Matej danes ni imel najboljšega dne. Vem, da lahko gre hitreje, morate bilo malo boljše, če bi skupaj pretekla v zadnje kilometre. Ne. Blaž Orešnik, čestitke za tole domačo zmago. Mogoče še glede na situacijo s koronavirusom, kako bo šlo naprej, vas čakajo še kakšni nastopi? Ja, jaz imam v planu zdaj glavne tekme, upam, da bodo, ker so na stezi državna prvenstva, tu je manj tekmovalcev, samo najboljši Slovenije pridejo, tako da to mislim, da bo izpeljano v vsakem primeru. 19. soboto je v Mariboru na stezi, 10. pa potem v Konicah je na cesti državno prvenstvo, tako da to so glavni cilji. Blaž Orešnik, srečno in kaj reči drugega, tudi tam kakšno prvo mesto vam srčno privoščimo. Ja, težko, ampak hvala. Članov atletskega kluba Ormož sta v hrbet gledala Matej Jeza na drugem in Vinko Jošt na tretjem mestu. Na polmaratonu se je zmage s časom 1:37:57 veselila Veronika Cencen. Srborosi je pretekla Nina Alt Doma in bron Andreja Gorčan. Zmagovalka teka na 21 km, iskrene čestitke najprej, potem pa seveda kako je bilo na sami progi? Meni je bilo lepo, že dolgo nisem po ravnem laufala, zdaj sem bolj na te traile pa ultra, tako da je bilo prav lepo. Pa še razgled, vreme je bilo super, družba je tudi fajn, veliko prijateljev sem spet srečala, tako da meni je odlično vzdušje. Sem pa v Sloveniji po dolgem času, ker pač delam v Švici. Tle sem zaradi staršev, ker starši pa delajo v Indiji. Tako da v bistvu sem tako slučajno tukaj, pa sem rekla, da pridem nazaj v Ormož, ker sem bila že na uličnem teku. In je spet pač isto kot prvič užitek. Upam, da še pridem nazaj. No, tekači ste letos zagotovo, tako kot vsi ostali športniki, pogrešali preizkušnje glede na znano situacijo s koronavirusom. Ja, to pa res. Tako da mi je res čestitam, da vam je vseeno uspelo. Hvala, da se držite pač vseh ukrepov, ker vem, da je pač komplicirano. Imamo v Švici pač isto cel kup teh novih pravil. Ampak verjetno pač v dobro vsem. Jaz sem probala nekako vse sama mal in zdaj, ko so pa spet tekme, probamo izkoristiti, kolikor se da. Ne? Glede na to, rekli ste, delate v Švici, lahko pričakujemo, da boste v Ormož še prišli, izkušnje so namreč dobre. Ja, saj jaz poskušam vsej tako parkrat na leto, tako da se dobimo in starši, pa tudi kakšne stvari za urediti, tako da kakor bom gledala, vsakič gledam, kakšne tekaške prireditve so, pa bom verjetno tudi za Ormož posebej, ker je lep kraj, no, pa fajn ljudje. Na najdaljši razdalji 19. ormoškega polmaratona si je zlato pritekel Mitja Krevs, kateri je zanesljivo ugnal drugouvrščenega Martina Ocepka in tretjeuvrščenega Blaža Brecka. Krevs je v Ormožu slavil s časom 1:13:22. Tako, imamo še zmagovalca teka na 21 km 19. ormoškega polmaratona.
nekaj izkušenj oziroma vtisov s proge ste že povedali, takoj ko ste prišli v cilj, sedaj ležlah ste se iztekli, kaj pravite sedaj? Ja, podobno, kot sem prej omenil, taka dobra trening tekma zame, sem v takem delu treningov, da mi v bistvu takele tekme koristijo kot priprava na tiste najbolj pomembne tekme. Tako da, ja, gremo nazaj na trening in potem v zadnjem delu sezone še nekaj tekem. Konkurenca v Ormožu ni bila prehuda, kaj pravite? Danes res, tudi sam sem pričakoval mogoče bolj tesne boje, ampak pač konec koncev si lahko sam sebi največja konkurenca, tako da je od posameznika odvisno, koliko sebe pritiska do svojih meja, tako da danes sem pač jaz tekmoval bolj sam sabo. No. Nekaj tekačev je rekli, da ni bilo pretoplo, da tudi ni bil veter premočan, čeprav pogoji za tek danes niso bili idealni. Ja, sigurno. Temperatura za sam polmaraton je že relativno visoka. Sam osebno se ne spomnim, da bi že tekmoval pri taki temperaturi. Bilo je tudi nekaj vetra na progi, tako da sigurno niso bili glih idealni pogoji. Vedno je pa lahko tudi še slabše. Ne? Res je še tole, rekli ste prej, pomembne tekme v tej sezoni za vas še prihajajo, kje vas bomo imeli možnost še videti? Ja, letos so sama tekmovanja sicer precej okrnjena, tako da bo v načrtu so pravzaprav verjetno 3 tekme, konec septembra, začetek oktobra, verjetno 2x na 10.000 metrov pa en polmaraton, tako da potem pa verjetno trenutno zaenkrat bomo videli tudi, kako se bo situacija odvijala ali potem kasneje še kakšna ali bo pa pač samo 3 tekme do konca sezone. Prihodnje leto pri nas v Ormožu jubilejni 20. polmaraton, lahko pričakujemo tudi vašo udeležbo? Ja, v tem momentu je zelo težko reči, ker je zelo odvisno, kako bo sama sezona potekala, kako bodo tekmovanja, kako bo pripravljenost, tako da do takrat je še kar nekaj časa. No. Še enkrat iskrene čestitke za tole zmago in če se srečamo, seveda dobrodošli tudi prihodnje leto. Hvala lepa, hvala. Roko na zdravi s pivo, pa te zasnijamo. Čakaj, da se ne priholjem. Težka je bila. Z mnoga mesta smo prišli sem, da nam je vroče. Ampak smo 3 dni bili tle, izkoristili smo voucherje, dobili smo pa skoraj še vročinski udar, tako da bomo šli zdaj na pivo, pa bo. Evo, Pri Atletskem klubu Ormož se že veselijo jubilejnega 20. ormoškega polmaratona, kateri bo glede na dolgoletno tradicijo nekaj posebnega. Na prireditvi so podelili tudi priznanja na področju športa v občini Ormož. Priznanje, katerega sta podeljevala direktorica občinske uprave Milena Debeljak in direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič, je prejela strelka Vesna Mele, ki pa zaradi nastopa v Berlinu ni bila prisotna na podelitvi. Priznanje je prejela tudi ženska rokometna ekipa gimnazije Ormož, ki je v letu 2019 na državnem prvenstvu v rokometu za dijakinje osvojila bronasto medaljo. Za rokometaše Jeruzalema se je nova sezona začela s pomembno domačo zmago v derbiju kroga z Dobovo, kar ormoškim rokometašem pomeni odlično spodbudo za naprej. S 7 tekmami prvega kroga se je pričela rokometna NLB Liga 2020-2021. Če si kaj želijo klubi in igralci, je to, da se sezona za razliko od minule izpelje do konca. Ormožani so novo sezono pričeli s pomembno zmago nad zmeraj neugodno ekipo Dobove, katere slog igre vinarjem nikakor ne ugaja. Jeruzalemčki so odlično pričeli tekmo in v 10. minuti povedli za 4 zadetke, 5-1. Obramba Jeruzalema je bila odlična in igralci Dobove so težko prihajali do zaključnih metov. V 13. minuti je prednost Ormožanov že narasla na +5, 7-2, a se je Dobova vrnila v igro in do odmora znižala zaostanek na -1. Polčas Jeruzalem 15, Dobova 14. Za vrnitev Dobove v igro je še najbolj zaslužen vratar Tilen Leben, ki je do odmora zbral lepih 8 obramb. Gostitelji so že v prvem polčasu zapravili kar 4 sedemmetrovke, na koncu 5.
Takoj na začetku drugega polčasa je gostom, kateri so na tekmi vodili le enkrat pri izidu 1-0, uspelo izid izenačiti na 15. Nato pa so gostitelji znova prevzeli vajeti igre v svoje roke in uspeli povesti za 24-20. Kar 5 napadov so vinarji potrebovali za 25. zadetek. Dobova se je odločila za tesnejše pokrivanje nasprotnika in se prebila do le gola zaostanka 25-24. Bliže gostom ni uspelo priti, saj so Jeruzalemčki izkoristili svoje bogate izkušnje za končno zmago z 2 zadetkoma prednosti. Tinček Hebar najprej že v pripravljalnem obdobju odlične predstave tvoje, danes samo še pika na i, tudi napoved danes v časopisu Štajerskem tedniku, da je to tvoja sezona. 12 zadetkov na derbiju prvega kroga. Ja, hvala. Mislim, da proti lanske sezoni je to en veliki napredek. Mislim, da sem trdo treniral, pa bomo videli, kaj bo še dalje v sezoni, ampak mislim, da bo to. Je pa Dobova še enkrat se pokazala kot neugoden nasprotnik. Vodili so sicer danes le enkrat, 1-0, potem ste povedali za 5 zadetkov po odlični predstavi, ampak potem sem imel občutek, da so vam pojenjale moči. Ja, mislim, da je bila trda tekma, kot vedno proti Dobove. Svaka čast dečkom, da smo se borili od prve do zadnje minute. Vmes nas je malo zmanjkalo, par zicerov, tudi penali, ampak na koncu smo nekako vse vkup potegnuli, pa mislim, da smo si zaslužili glede na borbo. 5 zapravljenih 7-metrovk. Treba bo trenirati. Moramo pa pohvaliti danes Aleša Zemljiča po prihodu v gol, jubilejnih 10 obramb. On je bil tisti, ki je v drugem polčasu preprečil preobrat Dobove. Ja, se je že v pripravljalnih srečanjih je kazal pravi obraz, tako da mislim, da je samo to dobro za nas. Tak je mladi dečko, super golman, tako da svaka čast. V drugem krogu težko, znova gostovanje Trebnje. Ja, mislim, da bomo probali iti presenetiti, pa da vidimo, kaj bo. Tiden Leben, dolgo časa po vaši zaslugi je Dobova dihala za ovratnik ekipi Jeruzalema, na koncu pa vam je zmanjkala tista pika ni za popolni preobrat. Že v začetku nam je Ormož malo pobegnil, mi smo pravili velike energije, smo jih lovili. Ormož je res kazal čvrsto obrambo danes, mi smo bili, brez idej. Res, Ormož odigral vrhunsko v obrambi, zadevali so iz igre, res zaslužena zmaga, čestitko Ormožanom. Letošnja pričakovanja rokometašev Dobove imate kljub vsemu za moje pojme spet odlično zasedbo. Naš cilj je tako prejšnjo sezono iz tekme v tekmo. Ne glede na vse smo mladi igralci, kalimo se, hočemo se dokazovati na treningih in to nam je tudi moto te sezoni, tekma po tekmo. V naslednjem krogu imate koga za nasprotnika, kaj pričakujete? Čaka nas težek razpored, k nam prihaja Ribnica, neugoden nasprotnik, vedno poznamo se, mi imamo, kako sem rekel, najpomembnejša tekma naslednja in to bomo zdaj maksimalno. Kaj je lepšega, kot pa sezono pričeti z zmago na domačem terenu proti nasprotniku, ki je vreden vsega spoštovanja? Ja, res je, mislim, prvo pa Dobova, ne, sem rekel, če bi lahko zbiral nasprotnika Dobove za prvo kolo, sigurno ne bi zbral, zato še je vse skupaj toliko bolj sladko, ampak mislim, da smo si čez 60 minut to danes zaslužili in pike so ostale na hrdeku. Odlično smo pričeli tekmo, edino težave so bile pri izvajanju 7-metrovk. Če bi to bilo tako, kot je potrebno, kot vemo, bi gladko verjetno že prvi polčas dobili s kakšnimi 4-5 goli prednosti. Ja, sigurno, sami smo si vračali Dobovo v igro. Mislim, da smo zgrešili 5 ali 6, 7 metrov, še nekaj dodatnih zicerjev, ampak dobro, da se je tako steklo, smo stisnili malo bolj v obrambe in tako, kot sem že rekel, zasluženo smo dobili pike. Izjemno veseli predstava mladih rokometašev vzgojenih v domačem inkubatorju. Aleš Zemljič po prihodu v gol, 10 obramb, Tinček Hebar, pa kot smo že dali že pred sezono, to bi lahko bila njegova sezona, čeprav šteje komaj 21 let. Ja, zato delamo v Ormožu, zato smo zdaj tudi naredili z veliko nadlo skupaj ekipo. Mislim, da je to edina prihodnost slovenskega rokometa, se pravi, da se dela več ali manj z domačimi igralci in mi v Ormožu to znamo delati in dobro delamo. Trebnje, težka tekma, težko gostovanje. Zdaj je vse dosti lažje. S tema dvema pikama
fajn bomo se pripravili, šli odigrati eno sproščeno tekmo, oni morajo dobiti, mi gremo res igrati rokomet in se že veselim tekme. Hvala lepa in čestitke. Zagotovo v taboru Dobove razočaranje, dolgo časa ste lovili Ormožane, ko pa ste jih skoraj ulovili, pa je zmanjkala tista pika na i. Glejte, pripravili smo se na tekmo, želeli smo si zmagati, kot vsaka ekipa, tudi Ormož je pokazal to željo po zmagi. Mi smo danes absolutno naredili napak, predvsem v fazi napada, toliko da je Ormož tudi prišel do zaslužene prednosti. Potem smo probali obrniti, lovili, menjavali obrambne postavitve, menjavali način igre. V tistem stiku, ko smo prišli na izenačenje ali pa ne vem, da bi imeli možnost preokrenuti, ponovno napake in Ormož zasluženo zmago. Čeprav je izid prvega polčasa bil 15-14, se mi zdi, da ste izgubili tekmo prav v prvem polčasu, ko niste izkoristili odličnih obramb vratarja Lebno. Ja, sigurno, saj pravim, tako ko rečem, mi smo te obrambe dobili oziroma v napadu smo pa praktično žoge iz neizsiljenih napak sami sebe, v nogometalu, v avt, napačne odločitve napadalcu in vsa ta prednost oziroma, bi rekel, stvar, ki smo jo v obrambi pridobili, smo jo tudi klasično izgubili. Dobova ima znova odlično ekipo. Kam ciljate v tej sezoni? Ja, poglejte, bomo videli, kaj bo. Danes nismo pokazali, po mojem mnenju, vsega, kar znamo, je pa res, da bomo mogli kar še veliko delati, da bomo tudi te igralce igrali, da bodo pokazali svoje znanje. Prvi in osnovni cilj je, se pravi, čim bolj mirno prvenstvo, seveda pa bomo vsako tekmo šli na zmago, kamor nas bo to pripeljalo, je pa zelo težko reči. Junaka domače zmage zagotovo mlada 21-letni Tinček Hebar z 11 doseženimi zadetki in 18-letni vratar Aleš Zemljič, ki je v igro stopil v 23 minuti in do konca tekme zbral 10 obramb. Vratar Tomislav Balent je dodal 3 obrambe. Na drugi strani je Leben zbral 12 obramb. Pri domačih je kapetan Bojan Čudič dosegel 5, Jure Kocbek in Tilen Kosi sta dodala po 4 zadetke. S 5 goli je najboljši strelec Dobove bil krožen napadalec Matej Košir. V drugem krogu Jeruzalemčke v petek 11. septembra čaka gostovanje v Trebnjem pri Trimu, ki je v prvem krogu za zadetek premagal Koper. Potem pa sta pred ekipo Jeruzalema 2 težki domači tekmi. Najprej proti Kopru, nato proti Riku Ribnici. Z novo sezono so pričeli tudi futsalerji v prvi slovenski futsal ligi, kjer je ekipa Ptuja ugnala Siliko, ekipa Tomaža pa žal klonila na Škofijah. Za našo kamero smo tokrat gostovali na Ptuju, kjer je ekipa okrepljenega Ptuja po zaostanku z 1-3 spreobrnila potek tekme in se na koncu veselila zmage z rezultatom 4-3. Gostje so dobili prvi polčas z izidom 2-0. Gostje iz Vrhnike so dobili prvi polčas z izidom 2-0. V 11. minuti je zadel Žan Janeš, v 13. minuti Alan Muratagić. V drugem polčasu smo bili priča pravi futsal drami. Že v prvi minuti nadaljevanja je Jeremy Bukovec prvič zadel za hišo daril. V 27. minuti je bil Aljaž Končan tisti, ki je prednost Silika povečal na 3-1. Nato pa odličnih 10 minut gostiteljev, ki so preko Mitje Gašpariča, Tomasa Pihlerja in Borota Ručne prispeli do prve prvenstvene zmage. Pred zadnjim zadetkom v 39. minuti je minuto prej poredečel Nikola Jandrič pri gosti, kateri je prejel drugi rumeni karton, ki pa je bil usoden za ekipo Mileta Simeunoviča. Poglejmo in prisluhnimo izjavam akterjev tekme. Toma, zanimiva tekma. V prvem polčasu so bili gostje boljši, v drugem pa preobrat in pa zmaga. Vaša vseeno en pogled na to tekmo? Pa res je, v prvi polčas smo realno malo držali. Pozna se, da je ekipa ne igrala, da smo novo sestavljene. V drugem polčasu smo se zbrali, zadeli šanse in na koncu nas je to poneslo, še tisti rdeči karton. Zadeli smo na zmago in mislim, da smo zasluženo zmagali. Kaj pa so bili odločilni trenutki? Pa mislim, da je bil odločilen predvsem tudi rdeči karton, ko smo mi potem vodili za 4-3, pa to je to. Kako sladka je takšna zmaga, ko preobrnete rezultat? Ja, seveda to je najslabša zmaga, ko si že na dnu, a potem se pobereš, obrneš, na koncu zadeneš za zmago in se prva zmaga in mislim, da zasluženo.
V tej sezoni je zelo spremenjena ptujska ekipa. Kaj pomeni to? Dejali ste, da niste še uigrani, ampak vseeno mislim, da iz kvalitetnega vidika pa boste bolj kvalitetna ekipa. Kaj pomeni torej ta sprememba? Ja, ekipa je dosti boljša kot lani, tudi cilji so višje. Na koncu bomo videli, kam bo to prineslo. Na tiho so bili cilji postavljeni čisto proti vrhu te prve slovenske futsal lige, kaj pa realno? Ja, cilji so nekako 3. do 5. mesta. Ko smo tudi videli, da se lahko kosamo s Silikom, ko mislim, da je sodil na 3. mesto, bomo videli na koncu. Aljaž, prvi polčas je bil vaš, drugi pa ptujski, to je moj pogled pa vaš. Prvi polčas smo delali tako, kot smo se zmenili v obrambi konkretno, držali smo se vsega, kar smo se dogovarjali na treningu za en mesec. En izmed boljših polčasov, sploh na obrambe, iz obrambne strani, po mojem mnenju. Drugi polčas po popoln razpad sistema, v 13 sekundi smo dobili gol na 2-1 in nismo bili več čisti. Pa smo dali na 3-1, nekako smo se malo dvignali, ampak se nismo sestavili nazaj tako, kaj je treba. Domači so poleteli, pol je bil še tisti nesrečen rdeč karton. Izenačili so na 3-3, oziroma povedali so na 4-3 in težko je pol nadoknaditi zadnje 2 minute. Probavali smo, ampak žoga pač ni šla v gol. Kaj so bili odločilni trenutki? Mislim, da je bil odločilen trenutek v drugem polčasu, ko smo po 13 sekundah prejeli zadetek. Pol je bil pa še ena prelomnica tekme, je bil pa še sigurno rdeč karton Jandriča. Mislim, da je to obrnil tekmo na glavo. Na koncu odhajate iz Ptuja brez točk, ampak vseeno mislim, da z dvignjeno glavo, z dobro predstavo. Kam pa sodi vaša ekipa v tej sezoni oziroma kakšni so cilji? Ja, cilji so, da se uvrstimo med najboljše 4 ekipe, ampak to bo mogoče samo, če igramo tako, kot smo igrali prvi polčas. Če bomo igrali tako, kot smo igrali drugi polčas, nimamo tam kaj iskati. Videli smo zanimivo tekmo preobratov. V prvem polčasu Ptujčani niste bili pravi, v drugem polčasu pa preobrat in pa zmaga 4-3, ne? Da, dobro ste kazali, da, utakmica tekma sa obratima, da. Ušli smo jako, kako bi rekao, pažljivo, jel? Nismo znali točno, znali smo sve njihove prednosti i mane, nismo znali tu jačinu njihovih igrača, njihove momčadi naspram mojima, jel? I nisu dečki držali ono što smo se dogovorili u slačionici. Na kraju smo gubili 2-0. U slačionici smo ipak rekli, nakon 0-2 nismo imali šta izgubiti i definitivno pogodili smo tu agresivnost na njihov igrače sa loptom, tako da smo im puno manje i došli sa golmanom igračima, jer smo tu razbijali ritam. Na kraju pokazali su dečki moj karakter i na koncu i kvalitetu da se mogu boriti s svakom ekipom koja je već dugi niz godina u vrhu slovenskog futsala, tako da sam ja jako zadovoljan sa otvaranjem, sa prvom tekmom i sa prve 3 pike. Ptujska ekipa je zelo spremenjena glede na lansko leto, tudi kakovostnejša. Vseeno me zanima, koliko so fantje še neuigrani oziroma v kakšni situaciji so trenutno? Pa dobro, da, definitivno mi smo kasno krenuli tek 15. augusta, tako da kad gledate to je samo 3 tjedna, 3,5 tjedna smo imali nekih priprema. Nažalost nismo imali puno vremena za uigravanje, ali koliko bi mogao reći, ja mislim da smo mi na 50% u igranosti, jer je ekipa isto izmijenjena, kako ste rekli, ali kažem, imamo puno 4-5 mladih reprezentativaca Slovenije i pokazuju kvalitet. Naravno, ako budu radili svi zajedno i budu slušali upute, da ćemo se mi rasti kao ekipa iz kola u kolo. Lestvica je zelo visoko postavljena, kako visoko, kakšne so želje za to sezono? Pa naravno da ja uvijek gledam da budemo šta bolje. Ljestvica je podignuta, recimo da budemo 4. 5. s obzirom da smo bili prošle godine zadnji. Mislim da je objektivno da budemo među 4. 5 ekipa u Sloveniji za ovu godinu, pa bi onda vidjeli koji nam igrači i profili trebaju za sljedeću godinu da bi se mogli upustiti u borbu za prvaka. V prvem polčasu ste bili pravi, v drugem pa ne najbolj, ne? Ja, res je. Prvi polčas je bil predober zgleda in v drugem smo bili pa slabi. Domačin je to spretno izkoristil in zasluženo na koncu zmago. Kaj pa so bili odločilni trenutki v tem drugem polčasu? 4 zadetke ste dobili, v prvem ste 2 dali, imeli ste veliko priložnost, da bi še lahko više povedali, v drugem polčasu pa nekako ni šlo. Se strinjam, prvi polčas tako malo mogoče grdo rečeno, ampak 2-0 za nas je premalo bilo. Moglo bi biti več, ampak drugi polčas smo prišli, 5 sekunda smo dobili gol. To, kar nismo dali prvi polčas, nič nasprotniku nismo dovolili, v drugem polčasu 5 sekundi smo dovolili. Potem smo pa spet nekako prišli v igro, povedali 3-1 in namesto da damo še en gol,
mi dobimo gol. In ta drugi gol nas je, bom rekel, tako malo odrezal in potem nasprotnik je dobil krila, nismo več zgledali taki, kot smo bili v prvem polčasu in samo čakal se ta tretji gol in na koncu je bil, padel je, potem pa še neumnost rdeč karton in spet brez šuta 1 minuto in prvi šut gol. To so take tekme, to se tako igra, enkrat, ko ti nasprotniku, ki ne more nič, dovoliš neki, da zavoha, je zavohal kri in na koncu spretno izkoristil in zasluženo zmago. Sami ste dejali tudi iz tega futsala, iz nogometnega vidika, ni šlo vse v redu, iz taktičnega vidika je bilo nekaj narobe? Seveda je bilo, se pravim, tako kot sem rekel, drug polčas se nam je podrlo, moram reči, en igralec je šel v službo in samo enega smo zamenjali in veliko stvari se podre. Ampak vsakeč, ko sem hotel nekaj spremeniti, smo dobili gol. Tako bom rekel, ampak nimaš kaj, vsi se učimo, jaz se tudi učim in pravim, to je futsal, to je življenje in na napake se učimo, bomo popravljali napake in šli naprej. Kam pa kje iščete svoje mesto na letošnji lestvici prve slovenske futsal lige? Pa seveda med prve 4 ekipe, naša ekipa že 5 let igra v prvi ligi in bilo bi nerealno in nekorektno do mojih fantov, da ne rečem, da mislim, tako kot smo bili zadnja leta, 3., 4. mesto. Mislim, da je to realno. FC Hiša Daril Ptuj, FK Siliko Vrhnika 4-3, polčas 0-2. Drugi naš predstavnik Tomaž Icbar je gostoval pri Bronxu. Prvih 3 točk se je veselila mlada ekipa trenerja Marka Hrvatina, ki je 3-2 premagala goste iz Ljutomera. Tilen Cupin in Uroš Đurić sta v 26. in 28. minuti poskrbela za vodstvo Škofjotov. A so izkušeni gostje med 31. in 33. minuto po igri z vratarjem v polju z zadetkoma Urbana Senekoviča in Bojana Klemenčiča poravnali na 2-2. Odločitev o zmagovalcu je padla v 40. minuti. Za 3 točke je bil uspešen domači kapetan Borut Kolar. Med drugim je Dobovec v gosteh s 5-1 odpravil Oplast iz Kobarida. Litija je doma se 6-1 odpravila novinca v ligi ekipo Dobre Polje. Sevnica je na domačem terenu doživela šok in poraz z 0-2. Boljši so bili novinci v ligi Futsalerji Mlinž. V drugem krogu prve slovenske futsal lige Tomaž v petek 11. septembra ob 20:30 v Ljutomeru gosti Oplast iz Kobarida. Ptujčane v petek pol ure prej čaka gostovanje pri Sevnici. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Sanjaš o dih jemajočem kraju? Preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, s 100 vinskimi griči do skrivnostne reke Drave prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom.
Vse od polja do olja. Jeruzalem Sad. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, toliko za danes. Dogodkov ne zmanjka, tako da se gotovo vidimo tudi prihodnji teden. Vse dobro vam želimo ta čas. Pazite nase in srečno.